Spoštovani prijatelji, v praznično preobleko odete orkestralne glasbe. Le dan nas loči od božičnega večera, ki je za mnoge najlepši praznik v letu. Tako je pravzaprav celotnim decembrom, mesecem tisočerih luči in najlepših želja. S hvaležnostjo zato ploskamo pihalnemu orkestru kapele, ki nam bo vse to še polepšal z izbrano glasbo. Zato močan uvodni aplavz, lepo prosim za vse zbrane na odru pod vodstvom spoštovanega dirigenta gospoda Sebastiana Gološaka. Pozdrav namenjam županu občine Brežice, gospodu Ivanu Molanu s soprogo. Lep dober večer. Lep pozdrav tudi predsedniku pihalnega orkestra kapele, gospodu Ivanu Ureku s soprogo in gospodinjo. Dober večer vsem predstavnikom sponzorjev in donatorjev orkestra, ki že mnogo let prinaša radost vam, ljubiteljem glasbe. Pravzaprav vsako praznovanje v življenje posameznika in v življenje skupnosti prinaša posebno veselje in zadovoljstvo. Bližajoči se božično-novoletni prazniki pa ta občutanja posipajo s še posebnim šarmom čarobnosti in iskrivosti. In s prav takšno energijo nadaljujemo s koncertom. Po uvodni filmski koračnici The Ten Busters napovedujemo glasbeno pripoved Sea of Wisdom, kar v prevodu pomeni morje modrosti. No, letošnje morje modrosti smo v glavnem že napolnili, le za ovinkom pa nas čaka novo, polno priložnosti.
koncerta je dirigent Sebastian Borovšak uvrstil več skladb, v katerih se bodo s solo točkami predstavili člani orkestra. Ena od njih sledi takoj za mojo napovedjo, v njej pa bo zablestel Matevž Maček. Matevž je 8-letno glasbeno izobraževanje zaključil v glasbeni šoli Brežice, kjer je v okviru tolkalne komorne skupine ter pihalnega in simfoničnega orkestra se prvič srečal z igro v skupini, kar mu je že vse odtlej ljubše kot igranje solo inštrumenta. Danes je študent, ki pa vsak teden nestrpno pričakuje prihod domov iz Ljubljane. Zakaj le? Odgovor je jasen, v pričakovanju vaj pihalnega orkestra Kapele. In kot še hudomušno dodaja sam, je preostanek večera po vajah obvezno namenjen evalvaciji vaj pri prvem sosedu godbenega doma. Je pa tudi član domačega moškega pevskega zbora, zato en iskren in velik aplavz za vsestranskost. Matevž bo nastopil v skladbi The Typewriter, v tem glasbenem bloku pa bo to skladbo zaokrožila še glasbena pripoved z naslovom Cinema Paradiso.
Besedilo sledeče skladbe pa poslušalca povabi k razmisleku o življenju v svetu, v katerem prevladuje mir, brez vsakršnih družbenih ali drugih razdorov. Gre za najbolj predvajano skladbo legendarnega angleškega glasbenika Johna Lennona z naslovom Imagine. Današnja izvedba te skladbe ne bo vokalna, pač pa bo v njej zasijal solist, saksofonist Izak Vukić. Izak je učenec glasbene šole Brežice in saksofon igra dobra 4 leta. Redno se udeležuje mednarodnih mojstrskih tečajev, na katerih svoje znanje izpopolnjuje pri svetovno znanih profesorjih. Kljub prostim letom se je udeležil že številnih tekmovanj v Beogradu, Splitu, Varaždinu in seveda doma. Nagrajen je bil z najžlahtnejšimi zlatimi priznanji in tudi prvimi nagradami. Pihalnemu orkestru kapele se je pridružil septembra letos. Po vajah ga najbolj veseli druženje s prijatelji in partija biljarda ob ledenem čaju. Je pa tudi član slovenskega saksofonskega orkestra, s katerim je lani gostoval v Parizu. Imagine, pihalni orkester kapele in Izak Vukić.
kapele razmišlja zelo široko in se pri svojem kulturnem udejstvovanju povezuje z različnimi umetniškimi sestavi, ne le glasbenimi, tudi plesnimi. Na današnjem koncertu se bodo ob spremljavi orkestra, ki bo izvedel mogočni Šostakovičev valček številka 2, zavrtele balerine plesnega oddelka glasbene šole Litija Šmartno. Glasbena šola Litija Šmartno v letošnjem letu obeležuje 70. letnico obstoja. V sredo so ta visoki jubilej proslavili s slavnostnim koncertom v športni dvorani Litija. Plesni oddelek pa na glasbeni šoli obstaja že polnih 45 let. In prav od vsega začetka balet poučuje gospa Žužana Barta, poleg tega pa še sodobni ples in plesno pripravnico. Pihalni orkester kapele in balerine plesnega oddelka glasbene šole Litija Šmartno.
Spoštovane gostje, hvala za obisk, pa za popotnico in varno pot domov še močan aplavz, prosim. Pripovedko Think of Me Andrewa Lloyda Webbera iz muzikla Fantom iz opere bo skupaj z orkestrom v nadaljevanju koncerta oživela Eva Julija Borovšak. Eva Julija je z lanskim šolskim letom zaključila 8. razred violine v ljubljanskem glasbenem ateljeju v Tartini, hkrati pa tudi 2. razred solopetja na glasbeni šoli Brežice. Šolanje od septembra nadaljuje na ljubljanskem glasbenem konzervatoriju na smeri solopetje, kjer jo poučuje profesorica Tatjana Vasle. Sicer pa v pihalnem orkestru kapele igra tudi tolkala. Na svoji dosedanji glasbeni poti je osvojila več najžlahtnejših zlatih priznanj na državnih in mednarodnih tekmovanjih iz violine. Kot pevka pa uspešno nastopa na različnih festivalih. Pihalni orkester kapele in Eva Julija Borovšak. Just fly away.
poslanstvo je nadaljevanje bogatega godbenega izročila, bogatenje kulturnega utripa, širjenje socialnih veščin, pravzaprav pa tudi celovito vseživljenjsko izobraževanje v duhovnem in strokovnem smislu. Lokalna skupnost ima do društev in kulturnega delovanja močan posluh. Z nami je župan, gospod Ivan Molan. Lepo vabljeni, pozdravo. Drage godbenice in godbeniki, spoštovani dirigent, predsednik, predvsem pa spoštovana publika, ki je prišla danes na ta prekrasen večer, na ta prekrasen koncert. Lahko rečem, da smo v občini Brežice lahko ponosni in hvaležni, da imamo v svoji sredini takšne koncerte oziroma takšne orkestre, kot je Pihalni orkester Kapele, kajti dejansko nas skozi vse leto nekako razveseljujejo, popestrijo naše dogodke in nam res pričarajo v decembru nepozabne večere in seveda nekako že tradicionalno pred božičnimi in pa novoletnimi prazniki tudi razveselijo. Lahko rečem, da smo res veseli in vem, da je za to potrebno izjemno veliko truda, predvsem tudi organizacije in vsega ostalega, vendar dejansko v občini Brežice še vedno imamo ljudi, ki so pripravljeni svoj prosti čas žrtvovati za nekaj več, zato da lahko nekako te naše lokalne skupnosti podarijo kaj več kot samo prazno ali pa običajno življenje. Zato seveda jaz osebno se vam zahvaljujem, vam čestitam vam seveda za današnji nastop. Sem pa vesel, da se tudi povezujete z drugim. Danes smo slišali, da so prišli tudi iz Litije, da imamo izjemne soliste, mlade med nami, ki seveda dokazujejo svoje talente in pa ki nas razveseljujejo tako danes, kot tudi na drugih koncertih, ko jih imamo ali pa na kakšnih festivalu. In seveda za vse to vam samo želim in pa čestitam. Vam vsem pa želim vse dobro in želim blagoslovljene božične praznike, vse dobro ob državnem prazniku, ki ga bomo praznovali 26. In v leto, ki pride, vam želim predvsem veliko poguma, sreča, medsebojnega razumevanja, zadovoljstva in sam osebno vas vabim, da tudi v novem letu z skupnimi močmi, z roko v roki, še naprej soustvarjamo to prelepo občino Brežice. Srečno 2024. Hvala, gospod župan, za lepe misli, voščila in podporo. Sledeči glasbeni blok bo glasbeno zelo živahen. Napovedujemo Bauern polko in božično obarvano A Winter's Night.
Gotovo veste, da je Pihalni orkester kapele eden najstarejših slovenskih orkestrov, ki deluje neprekinjeno vse od leta 1850. Poleg zavidljive tradicije jih veže tudi želja po stalnem ohranjanju kulturne dediščine, stremijo k ohranjanju kakovosti števila članstva. Za vsem tem je res veliko dela strani številnih posameznikov, vsakega člena v verigi skozi vse leto. Ob tem bi želeli izpostaviti tudi vse tiste, ki ste oziroma so podprli nocojšnji koncert. Občina Brežice, Spin agencija, podjetje Artisk, Terme Čatež, Cvetličarna Žičkar, Radio Aktual in Radio Veseljak ter podjetji Vrata Tržič in AFP Dobova. Hvala lepa. V imenu Pihalnega orkestra kapele vam bo praznična voščila sedaj predal predsednik, gospod Ivan Urek. Dober večer, spoštovani obiskovalci, spoštovani gospod župan Ivan Molan Sodorovo, drage dame in gospodje. Dovolite, da vam zaželim vse dobro in rečem velika hvala za dosedanje delovanje v imenu tega mladega kolektiva. Za čas, ki prihaja, bi pa najprej v namenu kakšno besedo našim mladim, debutnim muzikantom, da bi bili vsaj za pol še bolj pridni, da še več naredimo. To pomeni, da si želim bolj vaje, bolj obiskane. Seveda, v leto, ki pa prihaja, pa vsem nam, tako godbenicam, godbenikom, dirigentu, kako tudi vam, spoštovano občinstvo, želim predvsem miru, zdravja in osebne sreče. Blagoslovljen Božič in srečno novo leto v pričakovanju, da nas tudi naprej tako s pridom radi obiskujete. Hvala lepa. Gospod predsednik pa ima še eno prijetno dolžnost in sicer podelitev posebnih zahval. Mentorici balerin plesnega oddelka glasbene šole Litija Šmartno, gospe Žužani Barta. In seveda dirigentu gospodu Sebastianu Vorošaku. Predsedniku še bomo ploskali namreč 3 članom, ki so se orkestru pridružili v letošnjem letu. To so Lara Hotko, ki igra klarinet. En močan aplavz tudi za flavtistko Loti Krošelj. In pa za saksofonista, ki smo ga nocoj že spoznali, za Izaka Vukiča. Pred vrati je najlepši čas v letu, ko se še ura nekako upočasni. Čas si vzamemo za najdražje, namenimo jim tople besede in uživamo v spokoju praznikov. Sledi zaključna skladba Edvarda Straussa v poskočnih ritmih, imenuje se Ban polka. Naj vam te prijetne in optimistične melodije polnijo misli in srca v prazničnih dneh in tudi vseh dneh, ki sledijo. Lep večer še naprej in srečno!
Slutila
spomnim je življenje.